Slovenija v drugi svetovni vojni. Po napadu na kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941 so si nemške, italijanske in madžarske okupacijske sile razdelile ozemlje tedanje Dravske banovine. Nekaj vasi je bilo vključenih v neodvisno državo Hrvaško. Okupacijske uprave so želele v kar najkrajšem času uničiti kulturno in narodno identiteto slovenskega naroda. Na nemškem ozemlju so najprej ponemčili osebna in krajevna imena ter uvedli rabo nemškega jezika. 63.000 Slovencev je bilo nasilno izgnanih na Hrvaško, v Bosno, Srbijo in Nemčijo, na izpraznjene domačije ob Sotli in Savi pa so se naselili kočevski Nemci. Okupacijske oblasti so prisilno mobilizirale v nemško in madžarsko vojsko. Že pred vojno pa so bili v italijansko vojsko novačeni primorski Slovenci. Tudi Madžari so prepovedali rabo slovenščine in izganjali slovenske izobražence. Italijanski okupator je vsaj v začetku uporabljal blažje raznarodovalne ukrepe. Slovenski jezik ter kulturne in izobraževalne ustanove so ohranili, slovenski uradniki pa so sodelovali v italijanski upravi. Ob okupaciji so se meščanske stranke nagibale k taktičnem čakanju in pričakovale navodila begunske vlade v Londonu. Levo usmerjene politične skupine pa so zagovarjale organiziran odpor. 26. aprila 1941 so predstavniki komunistov, dela Sokolske organizacije, krščanskih socialistov in kulturnih delavcev ustanovili protiimperialistično fronto, pozneje preimenovano v Osvobodilno fronto. Zavzemali so se za oborožen upor proti okupatorju, ki bi bil izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev. Ključno vlogo je prevzela Komunistična partija Slovenije. Poleti 1941 so nastale prve partizanske enote kot del širšega jugoslovanskega odporniškega gibanja. Del neenotnega meščanskega tabora se je leta 1942 združil v Slovenski zavezi in se zavezal za federalistično in demokratično urejeno državo ter za združitev vseh Slovencev. Ideološka nasprotja in revolucionarno nasilje so spodbudila nastajanje oboroženih vaških straž, ki so jih oskrbovali Italijani. Oboroženi nasprotniki partizanskega gibanja so bili tudi četniki oziroma jugoslovanska vojska v domovini, ki so se zavzemali za obnovitev kraljevine Jugoslavije. Spopadanje partizanskih enot in protipartizanskih vojaških enot, ki so večinoma sodelovali tudi z okupatorjem, je imelo značilnosti državljanske vojne. Okupatorji so oboroženo odporniško gibanje nameravali zatreti z akcijami in ofenzivami proti partizanskim enotam, nad civilnim prebivalstvom pa so stopnjevali nasilje. Madžarske oblasti so zbrale prekmurske Jude in jih aprila 1944 predale nemškemu gestapu. Ta jih je odpeljal v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Na obeh straneh Ljubelskega prelaza je bilo kot podružnica koncentracijskega taborišča Mauthausen postavljeno taborišče Ljubelj. Okoli 80.000 Slovencev je bilo v zaporih, 58.000 v koncentracijskih taboriščih v Italiji in Nemčiji in več kot 2500 jih je bilo ustreljenih kot talcev. Septembra 1943 je bilo v Ljubljanski pokrajini, ki so jo po kapitulaciji Italije zasedli Nemci, ustanovljeno slovensko domobranstvo. Kot pomožna policijska sila je bilo določeno zabojevanje in vzdrževanje reda in miru na slovenskem ozemlju. Podobni formaciji sta nastali tudi na Gorenjskem in Primorskem. V sodelovanju z nemškimi enotami so formacije zapadle v različne oblike kolaboracije. Partizansko gibanje se je razvilo po celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Ustanovljeno je bilo veliko bojnih enot, partizanskih delavnic in bolnišnic. Enote so odhajale tudi v Beneško Slovenijo in na Avstrijsko-Koroško. Slovenci pa so sodelovali tudi v odporniških gibanjih po Jugoslaviji in Evropi. Na srečanju zaveznikov v Teheranu novembra 1943 je bilo partizansko gibanje priznano kot del protifašistične koalicije. Zavezniki so dodatno oskrbovali partizanske enote in sodelovali v skupnih napadih na komunikacijsko omrežje. Tudi s pomočjo prebivalstva je bilo rešenih prek 800 sestreljenih letalcev in zavezniških vojnih ujetnikov.
Na osvobojenih ozemljih so odbori OF izpeljali volitve članov narodno-osvobodilnih odborov. Slovenke so takrat lahko prvič volile. Na zboru v Kočevju oktobra 1943 so poslanci z vseh slovenskih osvobojenih in okupiranih ozemelj in partizanskih čet izvolili 120-članski Slovenski narodno-osvobodilni odbor, pozneje preimenovan v Slovenski narodno-osvobodilni svet. Kot zakonodajna in predstavniška oblast na Slovenskem so poudarili, da želijo Slovenci kot politično neodvisen in samostojen narod živeti v federativni Jugoslaviji. Delegacija se je udeležila tudi drugega zasedanja protifašističnega sveta Narodne osvoboditve Jugoslavije, kjer so imenovali začasno vlado Jugoslavije na čelu z Josipom Brozom Titom. Za Slovence je bil najpomembnejši sklep o potrditvi priključitve Slovenskega Primorja in Beneške Slovenije k Jugoslaviji. Tik pred koncem vojne, 5. maja 1945, je bila v Ajdovščini imenovana Narodna vlada Slovenije. Spomladi 1945 so se čez slovensko ozemlje umikale različne nemške enote in z njimi sodelujoče nacionalne oborožene formacije, ob koncu vojne tudi slovensko domobranstvo. Ljubljana je bila osvobojena 9. maja 1945, sklepne vojaške operacije pa so na Koroškem potekale še po uradnem koncu vojne. Ta je med Slovenci terjala skoraj 100.000 žrtev, domov iz vojne pa so se Slovenci vračali vse do srede 50. let.